ura je 9, tako da predlagam, da kar začnemo, ker je pred nami tako zanimivo predavanje in tudi program. Torej na začetku vas samo prosimo, da v času predavanja, da imate izključene svoje mikrofone, potem boste imeli pa tudi priložnost, da kaj vprašate oziroma tudi vaše vprašanja postavite v chat. Torej danes se bomo pogovarjali o spremembah standarda ISO 14001, sistemi ravnanja z okoljem. In z nami je strokovnjakinja Marjeta Žonta, ki je strokovnjakinja za trajnostno upravljanje v skupini Kolektor. Predtem pa je tudi bila strokovna sodelavka za zahteve okoljske zakonodaje in več kot 10 let tudi vodja sistema ravnanja z okoljem za skupino Kolektor. Je tudi vodilna presojevalka po ISO 14001 in ISO 9001, je vodilna verifikatorka emisij toplogrednih plinov. Aktivno tudi deluje v ekipi za trajnostni razvoj Združenja slovenskega avtomobilskega grozda in pa izvaja tudi presoje na področju kakovosti v avtomobilski industriji, tako da ima res bogate izkušnje na tem področju in se veselimo danes njenega strokovnega znanja in izkušenj iz prakse. Tako da preden pa njej predam besedo, samo na kratko o Zeleni Sloveniji, tako en širši pregled. In sicer Zelena Slovenija vključuje strokovno revijo z področja trajnostnega razvoja ESG, kjer obravnavamo področja aktualne tematike z okolja, družbe in upravljanja. Potem tudi ponuja trajnostno svetovanje, celovito trajnostno svetovanje za podjetja, organizacije, tudi trajnostno poročanje po različnih standardih, tudi ESRS standardih, GRI standardih in po drugih okvirih. Eno pomembno področje oziroma steber ESG je tudi varnost in zdravje pri delu. Tudi na tem področju nudimo celovite storitve. Potem je Akademija Zelena Slovenija, v okviru katerih se izvajajo različni webinarji, konferenci in pa tudi spletna knjižnica, ki je na voljo tudi na spletnem portalu Zelena Slovenija, in številna izobraževanja so tam na voljo tudi brezplačno, tako da vabljeni, da si tudi pogledate. Zeleno omrežje Slovenije povezuje skoraj 400 podjetij, organizacij, tudi fakultet, inštitutov, zavodov, občin v prizadevanjih za trajnostni razvoj, tako da vabljeni, da tisti, ki še tega ne poznate oziroma še niste vključeni, da se tudi tukaj pridružite, ker omogoča številne ugodnosti, tako da lahko delite vaše prakse, kot tudi povezovanja preko akademije in revije ESG in vse v bistvu, kar povezuje Zelena Slovenija. Potem je portal za trajnostni razvoj z dnevnimi novicami z področja ESG, tako da lahko spremljate aktualne zakonodajne novosti na tem področju, tudi razne prakse iz podjetij in tako naprej. Potem je zbirka Zelena Slovenija, kjer se tudi pripravljajo nove e-publikacije, tako da vabljeni, da tudi to spremljate. Če še niste naročeni na e-novice, vabimo, da se prijavite, ker potem vas obvestimo o vseh teh novostih tudi v prihodnje. Potem izvajamo tudi analize LCA in izračune ogljičnega odtisa, implementacijo krožnega gospodarstva in PPVR, torej skladno z uredbo PPVR, torej v tej embalaži in odpadni embalaži. Takole lahko izgleda portal Zelena Slovenija, kjer lahko spremljate dnevne novice in pa tudi LinkedIn Zelena Slovenija. Torej, če ste na LinkedInu, vabljeni, ker tudi tam delimo vse te novice iz portala. Zdaj pa v bistvu še samo na kratko, kaj lahko ponudimo, neko podporo pri prepoznavanju in obvladovanju okoljskih vplivov, torej analizo LCA, kjer gre za vrednotenje teh okoljskih vplivov v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, potem tudi izračun ogljičnega odtisa, ki je lahko tudi pomembna podpora oziroma ta temelj za tudi določitev, za vzpostavitev akcijskih načrtov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Potem, kot že rečeno, je pa tudi celoten ta paket krožnega gospodarstva in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo v skladu z zakonodajo, tako da v bistvu lahko na ta način podjetja potem tudi dosegajo neke merljive rezultate z vidika krožnosti, izboljšajo rabo virov, tudi dobijo neko podatkovno podlago za pripravo digitalnega potnega lista in za krožnost proizvodov. En pomemben steber je pa tudi varnost in zdravje pri delu, ki ga zelo močno razvijamo tudi v okviru Zelene Slovenije, in zato vabim, da si pogledate stičišče dobrih praks, kjer imate na voljo tudi brezplačen takšen e-priročnik, kjer si lahko pogledate izkušnje iz drugih podjetij,
na tem področju, to je na portalu Zelena Slovenija, in pa ponujamo tudi diagnostični sistem, kjer gre v bistvu za analizo 3 ključnih nivojev tega delovanja podjetja, tako na ravni sistema, kot na ravni ljudi, torej zaposlenih, in pa kakšna je dejanska praksa varnosti. In na ta način v bistvu dobite potem tudi poročilo o tem, ki vam razkrije, kje so nastala kakšna skrita tveganja, kje nastaja kakšna skrita tveganja, kje morda sistem ne deluje v praksi, ker lahko je nekaj na papirju, pa vendar ne deluje v praksi, kje je ta kultura, ne podpira varnosti, torej kako je znotraj podjetja med zaposlenimi, kakšno je realno stanje, in kje morda tudi zaradi tega nastajajo nepotrebni stroški, kajti to lahko prinaša zelo velike stroške. Tako da v bistvu je lahko to podlaga potem tudi za boljše odločanje. Tako da vabim, da si tudi to pogledate, in to je na kratko samo o Zeleni Sloveniji. Zdaj pa bom predala besedo naši predavateljici. Naj samo še povem, da se tudi ta webinar snema in vam bomo kasneje poslali tudi videoposnetek in pa kratko gradivo. Po predavanju gospe Marjete bomo naredili tudi eno kratko anketo, kjer vas vabim, da se vključite, in potem sledi še možnost za vprašanje. Tako da zdaj pa kar vabim Marjeto, da se nam pridruži. Evo ga. Najprej lep pozdrav vsem udeležencem. Danes bi res bolj na kratko pogledali, kakšne so te spremembe, ki jih prinaša nova verzija standarda 14001. Tako da res to današnje srečanje je pripravljeno nekako pol časa bom jaz nekako namenila tem predstavitvam sprememb, kakor jih jaz zaznavam, prepoznavam. Pol ta zadnji del bo pa čisto odprt za prosto debato, za vaše vprašanja, pa da mogoče tudi potem naknadno najdemo še kakšen odgovor. Zdaj mogoče to ne vem, koliko ste se z verzijo standarda sploh že spoznali, zato ker slovenski prevod še ni izšel, niti včeraj sem malo iskala po Sistovi strani, če kaj piše, kdaj je predvideno, da slovenska verzija izide, pa tega nekako nisem našla, ampak ponavadi je to v roku parih mesecev po izdaji uradne verzije. Tako da verjetno vas večina čaka na slovensko verzijo, ampak vseeno te stvari, o katerih bom govorila, naj vam dajo neke smernice za razmislek, za pripravo za naprej. Se pravi, jaz sem pač to angleško verzijo standarda že takoj približno en mesec nazaj, mislim, ne, že več tam okrog 15. aprila, mislim, da je bila izdana angleško verzijo, kar podrobno prebrala, pregledala, in mogoče na prvi pogled res gleda, da ni pravzaprav nič novega, da je v bistvu vse, kar je že v prejšnji verziji bilo, ostaja enako, spremenilo se je zelo malo, res par besed, dobro, ena točka je dodana, ampak drugače v splošnem je sprememb zelo malo. In se človek prav vpraša, je bila ta sprememba sploh potrebna, ne? Ampak potem, ko kasneje malo bolj se v zadeve poglobiš, pa mogoče prebereš tudi kakšno mnenje kje drugje, pa na sami strani ISO organizacije, kaj pravzaprav ta nova verzija pomeni, se pa vidi, da v bistvu ta sprememba dejansko prinaša nekako veliko spremembo, predvsem v načinu razmišljanja in v samem obsegu tega, kaj okolje je, pa boste pol sproti vedeli. Se pravi, zadeva ne bo tako zelo enostavna, kot mogoče na prvi pogled zgleda, pa boste mogoče pol na koncu današnjega predavanja videli, zakaj pravzaprav to tako je. Se pravi, med vrsticami se skriva tista glavna sprememba, pa gremo kar pogledati naprej. Zdaj, jaz o sebi niti ne bi kaj dosti povedala, razen tega, da sem pravzaprav že celo svojo delovno dobo povezana s Kolektorjem, locirana sem v Idriji na Kolektor d.d., se pravi na upravi. V skupini je več kot 50 podjetij, predvsem z področja avtomobilske industrije, energetike in tudi gradbeništva. Zato imam nekako, je res kar pestro pravzaprav poznavanje vseh teh vidikov, vseh pravzaprav stebrih naše skupine, tudi zelo različnimi kupci, dobavitelji imamo opravka, zato mogoče imam malo širši res pogled na celo situacijo teh
sistemov vodenja vseh, se pravi ne samo okoljskega, tudi kakovosti, kako se na to gleda. Se pravi, ja, veliko na LinkedInu pišemo o izračunih CO2 odtisa, sodelujem tudi z Bureau Veritasom, kot je prej že Tanja veliko povedala, en tak velik pravzaprav premik na področju trajnostnega razvoja je pa ta lanski certifikat, ki sem ga pridobila za vodilne verifikatorje emisij toplogrednih plinov. Je bilo to kar eno zahtevno usposabljanje, zato se pravzaprav s temi stvarmi dejansko veliko ukvarjam, se pravi z računanjem ogljičnega odtisa, ampak to je pač en del današnje zgodbe, o tem bomo potem kaj rekli. Pa se zdaj skar spustimo dejansko v sam standard, ki se pravzaprav, saj poznate, struktura ostaja enaka, točke ostajajo enake in pri teh pojmih, ki v standardu 14001 so dejansko tudi pojmi vključeni v sam standard, ker recimo pri 9001 tega ni, je posebna izdaja za izraze, ampak v glavnem tukaj je kar nekaj sprememb. Zdaj, zanimivo je, da se ta izraz to fulfill spremeni v meet. Fulfill compliance obligation, meet compliance obligation, pravzaprav to sta sinonima, ki nekako pomenita eno in isto, vendar v sami, zdaj kako se bo to v slovenščino prevedlo, če se bo kako drugače, to ne vem, ampak fulfill je res razumljen bolj tehnično, se pravi, smo naredili kljukico, izpolnjujemo, samo da ne. Medtem ko meet expectation je pa nekako širša dimenzija, ki pomeni tudi dejansko razumevanje, ampak ja, po svoje je isto, ampak po drugi strani pa dejansko gre evolucija standarda, res ne samo to, nekaj smo, nismo, ampak a dejansko razumemo, kaj delamo, ali imamo nek širši kontekst, se pravi, tega poznavanja, kaj se od nas pravzaprav pričakuje. Potem je ena zanimiva sprememba povezana s tveganji. V prejšnji verziji standarda je res malo nerodno bilo razloženo, se pravi samo potential adverse effects, kar so možni neugodni učinki, so bili prevedeni, da so to grožnje. Zdaj je pa ta ista besedna zveza, se pravi potential adverse effects so riski, se pravi risks. To se spreminja zdaj, mogoče, ne vem, v prejšnji verziji mogoče to res bilo malo nerodno, ker na koncu sploh nisi vedel, kaj je risk mišljen. Zdaj, a je risk pa threat eno in isto, se pravi tveganje in grožnja, sta to eno in isto, pa sami iz vsakdana vemo, da tveganje in grožnja nista čist enaka pojma, zdaj so to nekako razjasnili, se pravi možni neugodni učinki, to so tveganja. Medtem ko so tisti pozitivni, so pa priložnosti, kar ostaja isto kot prej. Mogoče tukaj res gre samo za neko bolj razjasnjeno zadevo. Je pa zanimiva ta naslednja v kazalnikih. Zmeri kazalnik, se pravi indicator po angleško, to je bilo zmeri measurable representation, se pravi neka merilna, jasno se je ta merljivost poudarjala. Medtem ko zdaj ta measurable se pa kar precej razširi oziroma daje 3 možnosti, kakšni naj bi kazalniki bili, se pravi po angleško quantitative, qualitative or binary variable, se pravi kvantitativna, kvalitativna ali binarna spremenljivka. Se pravi iz tega osnovnega merljivega, kar je ponovadi merljivo, so kilogrami, so vati in so pač neke jasne številske nedvoumne vrednosti, so se zdaj kazalnike razširja, se pravi tudi na te druge možnosti. Pa sem tukaj dala kar nekaj primerov, se pravi kvantitativni so res tisti, ki so v številkah. Tu pri okolju smo res zmeri zelo dosledni, a so kile, a so decibeli, a so kilovati, a so ponovno tudi tone CO2, procenti, se pravi nekaj, kar je jasno določen, ponovadi, da pridemo do tega, se vprašamo koliko ali pa kako pogosto. Potem so pa kvalitativni kazalniki, ki so bolj subjektivni, ponovadi opisni, brez številk, ampak glih tako tudi pri okolju se srečujemo z nekimi vplivi na okolje, ki pravzaprav jih ne moremo kvantitativno opredeliti. Recimo vsemu vam je poznano ravno to, tukaj sem prav dala primer brezvonja, blag vonj, močan smrad, recimo, ker nekako ni jasno določeno, ampak
vsi vemo, o čem govorim, a ne, tukaj nekih jasnih meril ni, ampak obstajajo, se pravi, zdaj dejansko, no, vsi smo že prej to lahko spremljali, ampak jaz nisem nikjer zasledila, da bi kakšno podjetje imelo kvalitativne kazalnike na področju sistemov ravnanja z okoljem. Zdaj se pa to prav jasno opredeljuje in nekako tudi stremi k temu, da se dejansko iz teh številk usmerimo tudi v druga področja, ki pravzaprav vsi veste, da dejansko obstajajo. Potem te binarne spremenljivke, te pa poznamo, pa spet ne vem, koliko smo jih v kazalnike kot take vključevali, se pravi, to je pa ta varianta 1:0, se pravi, a ustreza ali ne ustreza, a imamo odstopanja, a je brez odstopanj. Recimo, da bi imeli primer kazalnika, ne vem, da recimo delamo obhode po naših recimo proizvodnih objektih ali pa okolice proizvodnih objektov, neke nenapovedane obhode in da imamo kazalnik, kjer spremljamo recimo, a smo našli kakšna okoljska odstopanja, se pravi neke neurejene zadeve ali jih nismo. In to beležimo in to spremljamo. Se pravi, tudi ta kazalnik se nekako nakazuje, da ne razmislimo o njem oziroma če ga lahko nekako vključimo v svoj sistem ravnanja z okoljem. Potem je spet ena zanimiva tema, se pravi, to so pa zdaj pa dejansko prehajamo iz samih pojmov, se pravi, točka 3 so pojmi, točke 3, vsi veste, se ne presoja. Zdaj pa gremo dejansko na tisti del standarda, se pravi, od točke 4 naprej do 10, ki pa dejansko je del standarda, ko se presoja in ko če v skladu s tistim nimamo, se pravi, urejenih zadev, to lahko pomeni neskladnost. Točka 5 govori o voditeljstvu in v novi verziji standarda je pravzaprav samo ena beseda bila spremenjena, konkretno bila je črtana. Ne? Prej je v standardu v tej točki 5 pisalo, najvišje vodstvo mora dokazovati voditeljstvo in zavezanost sistema ravnanja z okoljem, tako da, potem so pa naštete točke od A naprej, in v točki I je prej pisalo, podpira druge ustrezne vodstvene vloge, da se dokažejo v voditeljstvu na svojih področjih odgovornosti. Zdaj pa ta vodstvena črtana, se pravi management roles, management se je črtal, kar pomeni, da se dejansko to vlogo vodstva res razširja na povezanost z vsemi, ne samo, da podpirajo vodstvene vloge, ampak da podpirajo vse vloge v sistemu ravnanja z okoljem. Se pravi, kakršnokoli vlogo kdo v sistemu ima, je vodstvo, samo najvišje vodstvo, se pravi direktorji, uprava, kakorkoli, odgovorno, da te vloge znotraj sistema jasno podpira. In tukaj se res tudi, mogoče tukaj res to ne zgleda neka posebna sprememba, tudi malo za razmisliti, na kakšen način se bo to izpolnjevalo, na kakšen način se bo to presojalo, ampak dejansko to tudi pomeni, zdaj po mojem videnju, da bo to najvišje vodstvo treba seznaniti, poučiti, vključiti pravzaprav o vseh vlogah v sistemu ravnanja z okoljem, se pravi karkoli, se pravi cel sistem na kakršenkoli način deluje, da bodo oni lahko, se pravi, podpirali vse te vloge, z zgledom, s financami, z osebjem, z znanjem, kakorkoli. Tukaj se pravi, najvišje vodstvo ni več odgovorno samo za druge vodstvene vloge, ampak za vse vloge v sistemu. Tukaj dajte res malo razmisliti, kaj to v vašem primeru pomeni, kakšen način komuniciranja in delovanja imate s samim vašim vodstvom. Zdaj, a to pomeni, da je najvišje vodstvo prisotno, recimo, ne vem, mogoče samo na vodstvenem pregledu, ker se tam nekako spodobi, da je, pa potem mogoče še ne vem, na začetku pri pozdravu, ko pride zunanja presoja, drugače pa nekako njih ni veliko duha in sluha, ali je dejansko vodstvo vključeno tudi v druge, nekako v drugo dogajanje sistema ravnanja z okoljem, od obravnave ciljev, neskladnosti, rezultatov presoje, planiranja, usposabljanj, vseh teh aktivnosti. Tukaj dajte malo razmisliti in dejansko se
vloga najvišjega vodstva res vključuje vse nivoje. Potem je to, kar je pa zdaj zares novo, se pravi, točka 6.3, te točke prej ni bilo, a ne. In naslov je Planning of Changes oziroma po slovensko zdaj ne vem, to je moj prevod, načrtovanje sprememb. Bomo videli, če bo prevod res tak, ampak sej razumemo, zakaj gre. Kar je pa ključna zahteva, a ne, te točke standarda je, da morajo biti vse spremembe carried out in a planned manner, se pravi načrtovane. Vse spremembe. Zdaj, sprememba je tudi prehod na novo verzijo standarda, spremembe so jasno, novi izdelki, spremembe v procesih, strojih, napravah, spremembe odgovornih oseb, spremembe zakonodaje, spremembe kupčevih zahtev, se pravi, vse to je nekako treba izpeljati in a planned manner. Zdaj, zahteve potem, da je ta planned manner dokumentirana, ni, če ne bi tukaj to izrecno pisalo, ampak brez dokumentiranosti po mojem gre zelo težko. Zdaj, lahko bi to dokazovali na ta način, da se vsi vejo, se vsi enako znajo povedati in pri presoji, recimo, če bi vprašal, ne vem, 4 nekako ljudi, ki so ali pa ne vem koliko, ki so vključeni v to spremembo, bi vsi morali na enak način povedati, kako bo sprememba izpeljana. To pomeni od kdo sodeluje, kdaj je planiran začetek, zaključek, koliko je potrebnih virov, kar pomeni, ne vem, finančnih, časovnih, ljudi, dodatnega znanja, karkoli. Tako da tukaj to spremembo je vsekakor smiselno, da poteka dokumentirano in da to na kakšen način pa kje to dokumentirate, da to tudi dodate v svoje interne postopke. O vseh teh spremembah, ko danes govorimo, ko se jih predstavljamo, se nekako pričakuje, da z njimi dopolnite svoje obstoječe postopke sistema ravnanja z okoljem. To bo v bistvu najlažje dejansko potem sistemsko stvari spremljati. Zdaj se pa vračamo na začetek, v točko 4. V tisto, ki je pravzaprav, no, spet dejansko v začetku, se pravi zahtev standarda in govori o opredeljevanju obsega sistema ravnanja z okoljem. Najprej je bilo to napisano nekako tako, pri opredeljevanju tega obsega mora organizacija proučiti, to so pa spet točke od A naprej in v točki E piše svoja pooblastila in zmožnosti izvajanja nadzora in vpliva. In tukaj je bila pika. Zdaj se je pa pri izvajanju nadzora in vpliva še dodalo, na life cycle of its activities, products and services. Se pravi, izrecno se je napisalo to, kar smo prej nekako, smo se bolj kot ne verjetno omejevali na svoje izdelke kot take in na svoje procese, tudi storitve, če podjetje izvaja storitve. Zdaj pa tukaj nedvoumno poudarja ta life cycle, se pravi celoten življenjski cikl teh aktivnosti. In zdaj, če gremo na ta celoten cikl aktivnosti, to se je podobno pravzaprav zgodilo tudi skozi sistem vodenja kakovosti. V začetku se je govorilo samo o izdelku, je dober, je slab. Potem so se pa stvari začele širiti, predvsem na procese. To zadnjo obdobje 10 let ali dobrih 10 let je pravzaprav res v splošno v vseh sistemih vodenja nekako namenjeno na procesni pristop, na procesni pogled, se pravi, izdelek je še zmeraj pomemben, ampak zelo pomemben je tudi sam proces, kako ga naredimo. In tukaj, če smo prej imeli pri sistemu ravnanja z okoljem predvsem dogajanje na naših lokacijah, v naših proizvodnjah, v naših objektih, ki jih obvladujemo, saj je že prejšnja verzija in tudi vse so nakazovali, da je treba vključiti tudi samo fazo načrtovanja, pa nabavo materialov, ampak če se je prej zadeva nekako začela z dobavitelji,
pa nekako končala na vratih naših, kjer se pravi naši izdelki grejo v svet, k kupcem, mogoče tudi servis, če je servis izdelkov del naše dejavnosti, se zdaj dejansko naša odgovornost razširja na celoten krog. Se pravi, če so naši proizvodi povezani s tem, da se jih popravlja, pa ne glede na to, ali jih popravljamo mi ali jih popravlja nekdo drug, je to stvar, ki jo mi moramo pravzaprav premisliti in vključiti v ta naš obseg, kakšne možnosti. Zdaj, mogoče so tukaj dejansko možne samo, ne vem, neka navodila, neke mogoče seznam recimo rezervnih delov, pa da hkrati mi fizično nič v bistvu na teh napravah ne delamo, ampak dejansko to je del našega proizvodnega našega sistema ravnanja z okoljem. Seveda tudi izdelek kot tak, enkrat, ko postane odpadek, se pravi, ko konča na nekih ali deponijah, ali v razgradnjah, ali v reciklažnih centrih, kakorkoli, tudi tam mi imamo svoj del odgovornosti. Zdaj, mogoče je to samo neka oznaka, ki je recimo nalepljena ali pa natisnjena na sestavnem delu, mogoče kakšen material to je, a je reciklabilen, v glavnem te oznake se jih poznate, a ne, isto embalaža je del našega izdelka, smo mi odgovorni tudi za to, da ne govorimo o baterijah, o vseh drugih sestavnih delih, pa o transportu do nas, od nas do kupca, o rabi izdelka doma, ne vem, a mogoče se polne na elektriko, to pomeni, ne, da naš ta izdelek bo povzročal neke emisije take ali drugačne, a bo povzročal hrup, a bo povzročal, ne vem, karkoli, odvisno, kaj delamo, to je stvar, ki jo moramo razmisliti, a ne, in jasno, še tisti prvi del pred samo nabavo, kaj pravzaprav je s temi vhodnimi materiali, na kakšen način so pridobljeni, a so mogoče to na kakšnem seznamu kritičnih sestavin, to so stvari, ki sedaj uradno postajajo del sistema ravnanja z okoljem. In če se zdaj vrnemo čisto na prvo točko standarda, ki govori o kontekstu organizacije, zdaj ta točka pravzaprav ni bila veliko spremenjena, oziroma bila je spremenjena že, mislim, da v letu 2024, ko je bil dodan en stavek z amandmajem, se pravi s tisto brezplačno dodelavo standarda samega, pa ne samo standarda 14001, tudi vsi drugi standardi so dobili ta amandma, kjer je prej pisalo, organizacija mora opredeliti, če so podnebne spremembe relevanten dejavnik. To je že prej veljalo, zdaj se je pa uradno dodalo, zdaj bolj kot zgleda kot neka opomba, ampak kadar je nekaj del uradnega standarda, se pravi ni med tistimi novci spodaj, tiste novce se ne presoja, presoja se samo uradno besedilo, se je dodalo tole. Taki dejavniki morajo vključevati stanje okolja, na katero vpliva organizacija ali ki je sposobna vplivati na organizacijo. Zdaj, prej se je tukaj zadeva, se pravi stavek končal, zdaj se je pa dodalo, kot so ravni onesnaževal, razpoložljivost naravnih virov, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost ali stanje ekosistema. Se pravi, to je bilo zdaj dodano, kot na kaj nekako moramo tudi pomisliti in zdaj, če se stvari v standardu omenja kot take, pol pomeni, da se mi do njih moramo opredeliti in to uradno napisati, vplivamo, ne vplivamo, za nas je relevantno, ni relevantno, ne moramo se opredelitvi do vseh teh omenjenih zadev, ne moramo pač nekako malo pozabiti oziroma nič o tem reči, to mora biti nekje uradno izraženo, se pravi, a je to v kontekstu naše organizacije ali ne. Zdaj pa mogoče nekaj samo usmeritev na te besede, ki so na novo dodane, se pravi ecosystem health. Zdaj en tak izraz, ki nekako niti ni nikjer prav zelo uradno pojasnjen oziroma razložen oziroma kaj je to pravzaprav mišljeno. Zdaj nekako stanje, zdravje, kakorkoli, jaz sem našla izraz stanje ekosistema, zdaj, a bo to uradna verzija slovenska,
kot zdravje ali kakorkoli drugače prevajala, ne vem, ampak sej važno, da razumemo, zakaj gre. Se pravi, tukaj gre dejansko za nek presek, se pravi, samega okolja, se pravi zdravja ali pa stanja okolja, živali in ljudi, se pravi v smislu neke naše povezanosti, medsebojnega vpliva. Saj veste, recimo, ne vem, tukaj prav na prvi sliki, ko sem dala te opraševalce, ti cikli morajo biti nekako smiselno zaključeni, povezani, saj veste, zdaj, recimo, da se škropi neka velika območja s kakšnimi herbicidi ali nekaj, to vpliva potem spet na te opraševalce, če jih ni, to pomeni spet, da ne gre, da se slabše oprašujejo rastline, slabši pridelki in v tem smislu. Se pravi, tukaj res gre za neke povezane cikle medsebojnih vplivov, enako povzročanje, ne vem, recimo slabe kakovosti zraka, onesnaženosti morja, vse to nekako moramo imeti v mislih, se pravi, kakšno je stanje ekosistema tam, kjer mi delujemo, pa mogoče tam, kjer bodo naši končni izdelki delovali. To je res čisto odvisno, se pravi, kakšne izdelke imate, ampak o tem je treba nekako razmisliti, ali imamo vpliv ali ga nimamo. Je pa spet, se pravi, to je stvar širše debate in niti ni, ta je kar komplicirana, ni enostavna. Potem govorimo o biotski raznovrstnosti. Zdaj, jaz sem tukaj dala en primer zaraščenosti z ambrozijo. Mi vsi vemo, da je tudi po zakonodaji smo jo dolžni odstranjevati, ni pa to edina tujerodna invazivna vrsta, teh je veliko. In območja v naši lasti oziroma tam, kjer mi delujemo, kjer delujejo naši izdelki, to pomeni neko našo razširjeno odgovornost, nad tem, predvsem nad tem, da mi ne vplivamo negativno na to biotsko raznovrstnost. Tukaj res gre za razmislek o naših območjih delovanja, okolice, o tem, ko kupujemo neke parcele, mogoče nove, kakšno je stanje tam, o tem, da se mogoče samo stanje okolice, mi smo res bili zdaj vajeni, samo da smo gledali več ali manj odpadke, pa emisije v zrak, pa mogoče hrup. Pa se je pravzaprav več ali manj končalo. Jaz ne vem, koliko vključujete recimo pregled okolice z vidika recimo glih invazivnih rastlin na vaših parcelah v interno presojo. A je to vključeno v vašo presojo? Če ni, bi dejansko že moralo biti, ker zakonodaja glih o tej odstranjevanju ambrozije, ta je striktna, da smo v bistvu odgovorni, ampak tukaj ne gre samo za to ambrozijo, gre tudi za druge tujerodne vrste, tako da če tega še nimate v svojih postopkih, presojah, dajte o tem razmisliti in to nekako upeljati. Zdaj, ravni onesnaževal, to vsi vemo, da različne lokacije, sploh po svetu, pa tudi znotraj naše države, znotraj naših lokacij so različne. In če je na enem mestu že nekako velika koncentracija nekih onesnaževal, jaz sem zdaj tukaj dala primer zraka, ampak recimo mogoče je bolj znan primer onesnaženosti s hrupom, kjer vsi vemo, da se ta območja, v katerih naše proizvodne lokacije stojijo, že pravzaprav se uvršča v neke razrede, se pravi onesnaženosti s hrupom oziroma, ne vem, v industrijskih conah je raven hrupa dovoljena višja kot v bližini stanovanjskih naselij, saj to verjetno poznate, to je že po sami zakonodaji, ampak dejansko se zdaj sama, se pravi, zahteva širi tudi na druge onesnaževala, na, se pravi, vodo, zrak. Tako da to je spet vredno razmisleka, kje je naša proizvodnja, kaj bo naša proizvodnja, recimo ob spremembi, da planiramo spremembo, da bomo nek nov proizvodni proces uvedli, kaj to pomeni na ravni onesnaževal splošno v naši okolici. Potem razpoložljivost virov, ja, tudi to je zadeva, do katere se bo potrebno uradno opredeliti, se pravi, kaj je z vašimi vhodnimi materiali,
ne samo materiali za izdelke, tudi nenazadnje ne pozab na dostopnost pitne vode, na vse, kar za pravzaprav vaše procese vpliva. Do tega se je potrebno nekako uradno opredeliti in tudi razmišljati v tej smeri, da mogoče zdaj zelo hitro se nižajo ravni določenih virov, kar gotovo dobro poznate iz medijev, iz stanja kot takega. Zato je to stvar, ki je potrebna razmisleka in vključitve, ko ocenjujete vaše okoljske vidike. Zdaj pa ta zadnja, oziroma tista prav sem jo prihranila za konec, zato ker bomo o tem zdaj malo več rekli, podnebne spremembe. Jaz zdaj tukaj ne bi več kot toliko razlagala, kaj to podnebne spremembe so, zato ker vem, da jih poznate, zato ker vem, da jih tudi skušate. A so povezane z vodo, a so povezane z vročino, a so mogoče povezane z močnimi vetrovi, z škodnimi dogodki, s pomanjkanjem vode, karkoli, to vi veste, zato ker smo pač na različnih lokacijah in se ukvarjamo z različnimi stvarmi. Zdaj, a verjamete, da je to posledica pravzaprav visokih ravni oziroma povišanih ravni ogljikovega dioksida v zraku in drugih toplogrednih plinov, ali ne, je to pač prepuščam vaši izbiri, jaz okrog tega kakšne dileme nimam. Vsi vemo, da se je tam z industrijsko revolucijo, predvsem z močno povečano rabo fosilnih goriv, premoga, zelo dvignila raven ogljikovega dioksida v zraku, predvsem tam od leta 1800 naprej. In podoben graf je tudi za dvig morske vode, se pravi gladine morske vode. Zdaj vsi veste, tisti, ki ste kaj fizike imeli, da pač topla voda ima večji volumen kot hladna, in bolj, ko se segreva naše ozračje in voda, višji je tudi nivo vode. Zdaj, kaj to pomeni, tudi dobro veste, ampak danes ne bi o tem govorili, samo toliko, da vas spomnim. Zdaj, kot pravim, ne govorimo samo o CO2-ju, ampak govorimo tudi o drugih toplogrednih plinih, o metanu, o hladilnih plinih, o teh zadevah. Zdaj bom vam pokazala en kratek filmček, ki bo povedal o tem, kaj se pravzaprav dogajalo z ogljikovim dioksidom v zadnjih letih, se pravi, bi rekli nekako v naši dobi, s tem, da obstajajo ti isti posnetki tudi za daljša območja, se pravi, tam okrog 1800 naprej je pravzaprav 100 let, pa še več, je bila daleč na prvem mestu Velika Britanija, se pravi po emisijah toplogrednih plinov. Zdaj tukaj tale zadeva se začne leta 1975, pa bom jaz kar sprožila to, malo spremljajte, se pravi te države, kako se z leti spreminjala ta vsebnost oziroma izpusti CO2-ja v zrak. Se pravi, se vidite, desno spodaj so leta in vse je povezano predvsem z industrijo. Sej ni dileme, da je ogljikov dioksid nastaja tudi naravno ob izbruhih vulkanov, pač po neki naravni poti, da ne govorim o vojnah in o vsem tem, ampak industrija je še vseeno tista, ki ima zdaj, če verjamete ali ne, jaz tukaj tem zadevam verjamem, tista, ki ima res povzroča velike emisije. Zdaj smo leta 2000.
zadnjih par let. Ja, smo prišli do leta 24. Zdaj boste rekli, ja, pa se tukaj nekjer Evrope, a ne, pa najbolj se vendar Evropa ukvarja s temi zadevami. Zdaj pomislite malo tukaj, ko vidite te sezname, kje pravzaprav pa vi kupujete svoje vhodne materiale, svoje surovine, železo, baker, druge materiale, tiste, ki so nekako predvsem povezani z velikimi emisijami ogljikovega dioksida. Saj veste, zdaj ogljikov dioksid ne pozna meja in vplivi, se pravi toplogrednih plinov, so dejansko svetovna zadeva, ne glede na to, a to delamo mi v Evropi, dela nekdo na Kitajskem, pa mi pol od njega kupimo, pravzaprav gre za eno in isto stvar. In zdaj smo tukaj že pri tej CBAM direktivi, ne bom se spuščala v detajle, ampak gre se za to, da mi od letos naprej pravzaprav že nastajajo stroški za tisti CO2, ki je bil recimo spuščen v zrak, ne vem, na Kitajskem, v Turčiji, v Srbiji. Mi smo pa te izdelke pripeljali k nam, se pravi v Evropo, tako da ja, to je zadeva, ki je s tem povezana. In hkrati, ko to omenjam, CBAM je direktiva, ki se pravzaprav bi že mogla pojaviti na seznamu vaših zahtev zakonodajnih. Zdaj, sigurno bi mogla biti zdaj, a ste zavezani za plačilo ali niste, to niti ni toliko bistveno, ampak CBAM direktiva velja za vse. Takoj, ko boste nekaj naročili iz tretjih držav, se pravi nekaj uvozili, bo to mogoče predmet CBAM direktive. Kar pomeni, da morate imeti človeka, ki je kompetenten oziroma pozna zahteve te zakonodaje in on lahko bolj suvereno reče ne. Nismo, se pravi, ne rabimo nič poročati, ne rabimo nič plačati, ampak to nekdo more se do te direktive opredeliti. Zdaj pa gremo naprej, vidite, zdaj smo prišli v to področje dejansko konkretnih primerov, se pravi zahtev zainteresiranih strani, ki mogoče še 5 let nazaj smo se mi pravzaprav ukvarjali več ali manj samo z zakonom pri ISO 14001 smo se ukvarjali na zakon o ravnanju z okoljem in vsemi podrejenimi predpisi. Zdaj pa kar naenkrat tukaj banke želijo nek ESG vprašalnik in brez njega nihče ne dobi več kredita. Zdaj, če ste iz kakšne skupine, kjer pravzaprav, se pravi, ne samo eno podjetje, ampak več, vidite, da je treba celo, kot v tem primeru našemu, ne izpolniti vprašalnik samo za podjetje, ampak celo za skupino. In te vprašalniki niso tako enostavni. Se pravi, spet smo pri kompetencah, a mi znamo odgovoriti na vsa vprašanja v teh vprašalnikih. To je dejansko zainteresirana stran. A je banka relevantna za vaš sistem za ravnanje z okoljem? Prav gotovo. Prav gotovo, zato ker tudi podjetja z enim zaposlenim, 5 zaposlenimi, brez proizvodnje te vprašalnike dobivajo, kar pomeni, da morajo na njih znati tudi nekako odgovoriti. In zdaj, če želijo na njih odgovoriti, morajo imeti vhodne podatke in to ni tako enostavno. Zdaj tukaj že, ko se ustavimo pri ogljičnem odtisu, zdaj, če ste do zdaj še odgovarjali, ne računamo, mislim, da boste počas tak odgovor ne bo več nekako, ne samo zaželjen, ampak tudi dovoljen. Pričakuje se od vas, pravzaprav se zahteva, da o tem poročate. In pol je naslednji sklop, ki je povezan z energijo in sploh ni enostavno rešljiv. Mogoče zgleda, kaj je to energija v megavatih, pa napišete tukaj, ja, toliko elektrike, recimo. Ne, energija v megavatih ni samo elektrika, je tudi energija od ogrevanja, je tudi energija, ki jo porabijo vaša vozila, energija, ki jo mogoče kupite kot ogrevanje, kot hlajenje, karkoli. Te stvari tukaj v teh vprašalnikih niso enostavne in jaz vam svetujem, da se čim prej z njimi soočite in jih nastavite kot kazalnike. Potem tudi Tanja je že v začetku omenjala to novo direktivo glede embalaže in tukaj imam jaz en konkreten primer našega kupca, kjer ne zahteva samo to, da mi direktivo poznamo, zahteva izrecno, da na njegovem dokumentu izpolnimo
te podatke, ki jih od nas pravzaprav pričakuje zahteva. Ne. Se pravi, to je specifična zahteva. Ne gre za neko pričakovanje ali pa lepo bi bilo, ne, to je zahtevano bilo recimo do 25.5. In to je stvar, ki je tudi stvar pregleda pri okoljski presoji. Se pravi, smo naredili, smo poslali, smo izpolnili in to jasno mora biti tudi nekako v seznamu naših prepoznanih okoljskih zahtev. Pa tukaj še en primer, da ne bi mislil, da gre dejansko samo za evropske zahteve, daleč od tega. Ne. Tudi ameriška podjetja zahtevajo določene podatke, zelo veliko, se pravi, pravzaprav o teh vsebnostih PFAS, se pravi, kemikalij v naših izdelkih, tudi to je zahteva, ki jo moramo znati odgovoriti, se pravi, moramo imeti kompetence, moramo zadeve poznati, se pravi, je relevanten dejavnik našega sistema ravnanja z okoljem. In pol še nekaj konkretnih drugih primerov, kjer pa niti nimamo nekako zdaj, da bi mi se sami odločili, je to pričakovanje našega kupca ali je tukaj zahteva, tukaj je not kar jasno zapisano. Ne. Recimo v tem primeru supplier shall switch to low carbon electricity by 2030 at the latest. Ne, to je zahteva. Zdaj pol so pa še pričakovanja, ko so mal nižja, ne, ampak to so zadeve, ki so predmet naše okoljske presoje po ta novem in ki morajo biti tudi nek prepoznane. Zdaj mogoče še to, ne, če smo do zdaj okoljsko presojo predvsem planirali na proizvodno, na vzdrževanje, na okolico, tudi na razvoj. Zdaj je prodaja ena tudi ključnih, se pravi, točk interne presoje, kjer se pravzaprav vse te vhodne zahteve strani kupcev, ki, kot vidite, jih ni malo. Zdaj ne vem, verjetno ste jih marsikje že spoznali, sploh tisti, ki ste mogoče v avtomobilski industriji, je to stvar, ki je pravzaprav že kar praksa nekaj let, mogoče kdo drug kaj manj, mogoče kakšno drugo področje pa celo kaj več, ampak ne pozabite, da so to zahteve in pričakovanja naših kupcev, brez katerih ne bomo več dobivali poslov. Še ena druga podobno, se pravi, ta je povezana na materijale, se pravi, na zagotavljanje podatkov o materialih, tukaj je kar zahteva IMDS sistema, portala in pa potem tudi druga pričakovanja. Ali pa recimo pričakovanja naših kupcev glede ogljičnega odtisa kot prvo naše organizacije, kaj pričakujejo glede na leto 2022, leta 2025, kar se pričakuje leta 2030 in kaj se pričakuje glede deleža recikliranih materialov v naših izdelkih. Te stvari niso zanemarljive in so zelo pomembne in kot vidite, zdaj postajajo uraden del sistema ISO 14001. Mogoče ste jih prej niste uvrščali nikamor ali pa mogoče med kakovost ali pa jih nekako kar malo potlačili pa ne omenjali pri nobeni presoji, zdaj to vsekakor je uradno del okoljske presoje. Tudi druge zahteve, recimo kupcev po poročanju v raznih portalih, v tem primeru CDP portala, ki ga verjetno poznate in je strašno zahtevna zadeva, ali pa pri določanju science-based targets, vključenost v to inicijativo. Recimo ta CDP portal, verjetno ga marsikdo dejansko pozna in je pravzaprav zahtevan od določenih kupcev. Zdaj ta je tudi zanimiva. Good news, you have received another request to share your EcoVadis profile. Ja, tudi EcoVadis je predvsej zahtevna in obširna zadeva in niti ni poceni, saj tisti, ki izpolnjujete, veste, da tam okrog 2000 evrov na leto je sama participacija oziroma biti zraven v portalu, ampak tukaj ni konc zgodbe. Ko vi zadevo izpolnite, zaključite, dobite neko oceno in tukaj pa primer, tukaj čist zadaj, ta zadnja, 10% vpliva, se pravi, to je pa splošna ocena nas kot dobavitelja. EcoVadis rating, tam, kjer je modro spodaj, vidite, kam nas lahko uvrsti kot kupca, kot v celoti, se pravi skupaj s kakovostjo in drugimi, se pravi na končno našo oceno lahko močno vpliva. Zato te stvari niso zanemarljive in imajo lahko na celoten posel
velik vpliv. Potem je jasno sam ogljični odtis izdelka, tukaj se niti ne bi ustavljala, zadeva se pol tudi nadaljuje na analizo življenjskega cikla, na digitalne potne liste, na vse te zadeve, za katere danes nekako niti ni časa, da bi jih več kot toliko se z njimi ukvarjali, ampak to so spet še ena zahteva, še ena druga zahteva, celo recimo zahteva po Katana X Verification Frameworku, kar spet pomeni dodatne stroške. Se pravi, kar velik. In pa še mogoče en primer je pa recimo čisto od enega našega kupca, ki bo pravzaprav skozi presojo kakovosti sprostil del nove proizvodne in je tukaj te tri stvari kar navedel kot pomembne, se pravi, da jih bo pregledal, ali je na razpolago ogljični odtis izdelka, roadmap, se pravi, do CO2 nevtralnosti in pa o materialu, koliko emisij je gramov na kilogram. To je kar del presoje, če smo pravzaprav primerni za njihovega dobavitelja. Pa so pa še druge zadeve, priložnostno, ko preletijo vmes, recimo, vi pa tam nekaj za nas delate, pa a vi mogoče veste, koliko bi to bil ogljični odtis, zato ker mi bomo to morali poročati v našem obsegu 3. To so pričakovanja naših kupcev, na katera moramo pravzaprav začeti znati odgovarjati, če bomo želeli v prihodnosti še dobivati posle, te stvari verjetno tudi poznate. Tako da zdaj sem jaz nekako prišla do konca te predstavitve. Jaz upam, da se niste preveč ustrašili zadeve, a ne. Zdaj že ko ste videli, kaj vse vas čaka, pa nekaj se mi zdi, da ste tam do tiste pajkove mreže nekako že prišli, še malo čez vodo, pa na drugo stran, pa bodo zadeve šle, ampak res je pomembno, da se pravočasno, ustrezno organizirate. Zadeve niso tako enostavne, kot mogoče izgledajo, čeprav jaz spet ne poznam vseh nekako vaših, s čim se pravzaprav ukvarjate, ampak tako da res mogoče za koga tudi ne bo kakšne posebne spremembe, ampak ne računati na to. Res treba se je usmeriti v pridobivanje kompetenc, predvsem res za računanje ogljičnega odtisa, ker tam se zdaj več ali manj vse začne in konča. Tudi pri drugih specifičnih zahtevah zakonodaje, ki niso mogoče sploh prenešene v slovenski pravni red, še pa lih tako veljajo, od vseh teh CBAM-om in drugih direktiv. In v to je treba vključiti pravzaprav vsa področja, ja. Vodstvo, specialiste, prodajnike, nabavnike, interne presojevalce, vse bo treba nekako naučiti, da bodo znali ustrezno stvari pri presoji vprašati, seveda zdaj v prvi fazi pa, da se zadeve nekako v sistem pravilno spravi. Saj veliko je te umetne inteligence za računanje ogljičnega odtisa, jaz tega ne priporočam. Jaz mislim, da morate stvari razumeti, kako se zračunajo. Jasno, za kakšne primerjave je to čisto v redu, da se proba, da se pogleda, da se mogoče kaj primerja, ker v začetku tudi jaz nisem vedela, kakšna je razlika niti med kdaj je kila CO2, kdaj je tona. To so neke enote, na katere se bomo počasi morali še navaditi, zato jaz vam res svetujem, da se usposobite vsaj osnovno. Zdaj, računanje ogljičnega odtisa je čisto enostavno. V bistvu je formula sam krat je vmes, se pravi količina krat faktor. Zdaj pa najprej, če nimate ta pravih količin, pa če ne veste, kater faktor vzeti, potem boste imeli probleme, tako ali pa drugače. Jasno, treba je spremeniti kazalnike in politiko, drugače to ne bo šlo. Sledili bodo tveganja, priložnosti, cilji in aktivnosti. Vse to bo šlo, ko boste se nekako prebili skozi vse zadeve. Zdaj pa jaz vidim, da sem nekako kar si precej več časa za te razlage vzela, kot je bilo mogoče v štartu mišljeno, zato niti tukaj ne bom s temi vprašanji, sva s Tanjo govorili, da pripravimo za vse udeležence tudi pravzaprav en dokument, kjer boste mogoče neke povzetke v zvezi s tem dobili, pa tudi ta vprašanja bom gor dodala, ki vam bodo mogoče dala misliti v smeri novega standarda.
Tako da zdaj imate 3 leta časa, da preidete na novo verzijo. Najbolj smiselno je to izvesti ob recertifikaciji, a ne takrat, ko jo imate, se pa ne mudi, se pravi 3 leta je časa, da se certificirate po novi verziji. Moj nasvet je pa res, da bodimo realni, natančni in dosledni, a ne stvari zahtev kupcev nekam skrivati. Vseeno pač treba se je s stvarmi soočiti, ker le na tak način bomo pravzaprav prišli do ustreznih rezultatov. Na tem mestu bi se jaz vam zahvalila in predala besedo Tanji oziroma vam, če ima kdo kakšno vprašanje. Super, hvala Marjeta za to predstavitev, konkretno iz prakse, tako da verjamem, da je marsikomu to zelo, zelo koristilo. Zdaj pa gremo še kar na vprašanja. Ja, tukaj jaz sem malo pogledala, v bistvu je Ja. eno vprašanje glede računala na Umanoteri za izračun ogljičnega odtisa za podjetje. Ne. Niti ne bo šlo nikjer zadeva skozi oziroma uradno, niti pri verifikaciji, niti karkoli. To so neke vrste bolj mogoče za neko osebno življenjski stil, kakšen imate, ali pa mogoče za preverjanje. Vsekakor dajte se usposobiti za računanje lastnega ogljičnega odtisa z vhodnimi podatki, taki kot so, ker boste edino tako tudi lahko naredili izboljšave in razumeli, kaj pravzaprav to je. Zdaj, jaz res tudi na LinkedInu sem delila par prezentacij, kako izračunati čisto osnovno, recimo ogljični odtis vaše elektrike, ogljični odtis porabe vašega, ne vem, zemeljskega plina za ogrevanje, transporta. Dajte stvari, res v bistvu niso komplicirane, in morate jih razumeti, če želite sploh za podjetje. Druga varianta ne pride v poštev. Kot da nekako, tudi to, da bi nekoga najeli, da vam izračuna, ok, mogoče, ampak jaz mislim, da so to pač neka znanja tega časa, ki jih morate pridobiti. Tako kot za druge stvari v podjetju, iz področja računovodstva, razvoja, proizvodnje, povsod morajo biti lastna znanja in isto je pri tem ogljičnem odtisu. Zadeva ni komplicirana, dajte se zadeve čim prej lotiti, pa boste videli, da ne bo nobene večje težave. Jaz mislim, da res ne. Super, in še eno dodatno vprašanje je, kje se lahko za to izobrazijo? Aha, ja. Jaz ne vem prav točno, ampak mislim, da ponujajo to in mogoče Esiku, Bureau Veritas, pa mislim, da nazadnje seveda tudi Zelena Slovenija. Jaz bi tukaj tudi pozvala tiste, ki še niste člani, da se pridružite, pa mogoče tudi v okviru te skupine lahko tudi skupaj naredimo kakšno tako osnovno usposabljanje, da boste videli, da stvar res ni grozna in da res ni treba kakšnih ogromnih sredstev namenjati nekim zunanjim, da vam bodo to zračunali, zato ker vi to ste sposobni narediti brez problema. Jaz ne dvomim. Mogoče samo tista prva začetna stvar, da vidite najprej, kako se sploh lotiti, katere podatke rabite, pa bo zadeva šla. Ok, še eno vprašanje. Pri izračunu CO2 odtisa je potrebno določiti meje izračuna, ali je kje eksplicitna zahteva, kaj je potrebno upoštevati? Ja, zdaj se pravi računanju ogljičnega odtisa sta pravzaprav dva standarda. En je ta 14064, drugi je pa ta GHG protokol, nekako sta enakovredna po obeh, se računa tudi rezultati so pravzaprav po obeh enaki. Zdaj meje so pa tudi malo stvar vaše določitve, podobno kot pri standardu 14001, ko se sami odločite, kaj je obseg. Ampak ponovadi se zmeri začne zadeva s tem, kar vi obvladujete, se pravi z lokacijami, ki je nekako v vašem upravljanju, se pravi elektriko, ki jo vi nadzirate, račune, pa ogrevanje, pa vse. Je pa jasno, zadeva lahko tudi precej bolj obširna, se pravi vse, kar imate v lasti, pa mogoče vse, kar oddajate v najem, pa mogoče vse, kjer ste v najemu, tako da to je pol stvar določitve. Mora pa jasno, mora biti metodologija, mora se vedeti, kaj ste upoštevali
pri teh svojih izračunih. In tudi tega česa niste, zato da ne znate razložiti, zakaj niste in da mogoče potem za neko prihodnje leto pa vključite tudi neke dodatne druge lokacije, vire, in da boste vedeli, zakaj bo rezultat večji. Ne zato, ker ste vi slabši, ampak zato, ker ste pravzaprav večji obseg vzeli. Tako da te stvari morajo biti dokumentirane. Ja, pol spodaj tudi podatke o materialih je dokaj težko dobiti, se strinjam. Obstajajo pa baze, ki so za uradno objavljene baze, tudi brezplačne baze, kjer dobite podatke o materialih, saj za začetno razumevanje, se pravi za vse vrste plastike, za vse vrste kovin, za vse vrste tudi nekako polizdelkov, vezi, kemikalij, tako da tudi to se da rešiti za začetek, brez nekih uradnih podatkov od dobavitelja, ampak tudi dobavitelji vejo, da brez tega ne bo več šlo. Ne bodo mogli več prodajati izdelkov, za katere ne bodo zagotavljali podatke vhodne, tako kot so zdaj o vsebnosti, mogoče nekih SVHC, kemikalij, ne vem kaj bo zdaj treba tudi ogljični odtis samega materiala dati, ja. Super, hvala za Ja. vse to. Če je še kakšno vprašanje, sicer smo že malo čez uro, pa mogoče sam še za zaključek, ena zaključna misel, v bistvu koliko tudi standard ISO 14001 spodbuja transformacijo podjetij v smeri trajnostnosti. Ja, absolutno, absolutno. Ne samo standard 14001, ampak pravzaprav vsi standardi so dobili amandma, kjer so eksplicitno sploh podnebne spremembe izražene. In zdaj, kot ste videli danes skozi te primere nekaterih naših kupcev, gotovo tudi vi podobne stvari dobivate, ali pa mogoče, če boste šli v prodajo, boste kaj našli v prodajnikih, kar mogoče niti niso še naprej vam poslali ali kakorkoli. Absolutno, brez tega ne bodo posli več šli naprej, ne glede na to, a gre za Evropo, a gre za Azijo, a gre za Ameriko, povsod je v bistvu zadeva postala enaka in gre v smeri zelenega prehoda, zato ker drugače saj vidite, kaj se dogaja z našim podnebjem, z raznimi neljubimi dogodki, ki smo jim priča, in te stvari je možno vsaj zadržati na tej stopni, kot je zdaj, da ne bo šlo še na slabše. Tako da spodbujam, da vsak svoj prispevek k temu damo. Super. Imamo še sicer nekaj vprašanj, pa lahko še imate malo časa, da odgovorimo še na to. Aha, na 50.001, ja, je smiselno imeti 50.001, vsekakor. To je, se pravi, energetski standard, tam se boste z istimi stvarmi srečevali, ampak res bolj vezano na energetiko kot tako. Tudi standard 50.001 daje kar nekaj prednosti, sploh zdaj trenutno recimo pri raznih prijavah na razpise, na možnost dodelitve dodatnih nekih sredstev strani države ali kakorkoli. In tudi pri kupcih je standard 50.001 kar postaja zahteva, ne samo pričakovanje, podobno kot standard 45.001, se pravi varnost zaposlenih, pa 27.001, informacijska varnost. To so zadeve, ki ne samo, da jih je fajn imeti, jaz sem prepričana, da vsi standardi, se pravi vsi sistemski standardi, če se jih nekako po pameti vpelje in vodi, za podjetje samo predstavljajo plus, večjo učinkovitost in vsekakor v bistvu tudi finančno prispevajo k boljšemu poslovanju podjetja, čeprav samo vpeljava standarda in vse nekaj stane, jaz verjamem, da ima na koncu plus, ne samo neko dodatno delo in zahtevo za zaposlene. Super, pa dajmo še samo zadnje vprašanje, potem pa, če še kdo kaj pošlje, pa odgovorimo naknadno, pisno. Krožno gospodarstvo vsekakor je del zadeve, res, predvsem tudi tam, to je tudi tam na področju, se pravi, tistega zagotavljanja virov, se pravi, čim več nekako kroženja materialov kot takih, čim manj nekih in transportov in vseh s tem povezanih zadev, tako da ja,
absolutno. Krožno gospodarstvo je pomemben del tudi te nove verzije standarda, kot poslovanja, kot takega samega. Super, najlepša hvala, Marjeta, za vse to. Tako da ostanemo v kontaktu, tudi Ja. še pošljemo video posnetek in to gradivo, in če je še kakšno vprašanje, še naknadno tudi poskrbimo za to, da pride odgovor. Tako da najlepša hvala. Vsekakor. Ja, Potem hvala lep dan. vsem. Ja. Adijo.